pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji o kulturi se bomo podali po sledeh, ki so jih v naših krajih pustili staroverci. Njihova vera naj bi se najdlje ohranila v Posočju, kjer strokovnjaki še danes odkrivajo predmete in svete kraje, ki so povezani z življenjem in verovanjem starovercev. Več o tej temi pa nam bo povedala Cirila Toplak, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Dajte nam povedati, gospa Toplak, kako bi pravzaprav poimenovali to področje, nekateri uporabljajo besedo staroverci, babjeverci, naševerci, kako poimenovati? Vprašanje poimenovanja je gotovo pomembno zaradi izražanja spoštovanja do subjektov raziskave. Staroverci je izraz, ki se je doslej nekako v javnosti najbolj uveljavil. Prvi ga je začel uporabljati Goriški muzej, ki je leta 2014 res hvalevredno prvi nekako obelodanil to materijo v javnosti z postavitvijo razstave na osnovi etnološke zbirke Pavla Medveška Klančarja, ki je odkril staroverce v 1950-ih in potem moral počakati, da je lahko razkril ta svoja odkritja tudi drugim. Res se pojavljajo tudi drugi izrazi. Če pogledamo gradiva, ki jih je Pavel Medvešček zbral, shranil in objavil, so tudi oni sami sebe imenovali z različnimi poimenovanji. Najdemo izraze naravoverci, svojeverci, še prav posebej pa naši in naša vera. In ker je to izraz, ki bi seveda lahko danes imel tudi kakšno zavajajočo konotacijo, sem se odločila, da bom v svojem raziskovalnem delu in pisanju uporabljala izraz naravoverci, naravoverstvo, zato ker zelo dobro opisuje in odraža to, kar je srž te kulture. To je ta strahospoštljiv odnos do narave. Želela pa sem ohraniti v poimenovanju tudi izraz vera oziroma verstvo, čeprav so oni sami rekli, da ne gre za religijo, da gre za način življenja. Jaz ugotavljam v mojem raziskovalnem delu, da pa vendarle gre za en religiozen način sobivanja z naravo. In morda je ta vernost in ta sakralizacija narave tudi nekaj, o čemer bi morali resno razmisliti v sodobnem času glede na odnos sodobnega človeka do narave, ki je seveda vse prej kot spoštljiv in strahospoštljiv. Na tem področju imamo vsaj 3 temeljna dela, bi rekel 3 pomembne knjige, in sicer Iz nevidne strani neba, Pavel Medvešček, to je bilo prvo objavljeno delo, France Bevk že pred njim, roman Umirajoči bog Triglav, in tukaj imamo tudi, bi rekel, vašo knjigo Naša vera, naravoverstvo na Primorskem, strokovna študija vseh dognanj, do katerih ste prišli v desetletjih proučevanja te teme. Gre pravzaprav za predkrščansko obliko verovanja. Zelo težko je dajati končne sodbe o izvoru te kulture oziroma sogovornikov Pavla Medveščka v njegovih zapisih, v njegovi etnografiji. Dali ste me v zelo laskavo družbo. Jaz bi rekla, da moja knjiga Naša vera, naravoverstvo na Primorskem je en način prevajanja teh etnoloških zapisov Pavla Medveščka v znanstveni jezik. Se pravi, nekakšna konceptualizacija in interpretacija tega neinterpretiranega gradiva, ki ga je Pavel Medvešček objavil. Objavil ga je tudi že nekaj v svojih predhodnih knjižnih izdajah,
v knjigi Led v lunino senco, recimo, pa še predtem Skrivnost in svetost kamna. France Bevk pa je napisal čudovit roman Umirajoči bog Triglav v usodnem času za primorske Slovence in po mojem prepričanju je bil namenjen kljub svoji srednjeveški vsebini prav njegovim sodobnikom, da bi nekako okrepil njihovo narodno zavest in jih ohrabril v težkih razmerah italijanske okupacije. To staroverstvo naj bi bilo v Posočju živo še v letih po drugi svetovni vojni. Tako nam pričajo zapisi Pavla Medveščka. Pavel Medvešček je sicer prišel v stik z res še malo številnimi zadnjimi pripadniki te skupnosti, tako imenovanimi strici, torej neporočenimi moškimi brez družin, ki so se zelo težko preživljali in ki so še zadnji ohranjali to verovanje in naravoverska skupnost je pa vsaj pred prvo svetovno vojno v Posočju, pa še drugje v zahodni Sloveniji štela veliko pripadnikov. Tako da se je očitno tukaj eno zelo staro izročilo ohranilo skozi stoletja. Tudi Simon Ruter piše o tem staroverstvu in pravi, da so v 14. stoletju iz Čedada v Kobarid poslali celo oboroženo vojsko, da so v smislu tedanjih manir in navad pobijali staroselce, ki se niso hoteli prilagoditi krščanstvu, jim uničili svetišča, posekali tudi njihovo sveto drevo. Simon Ruter opisuje ta dogodek kot zadnji dokaz obstoja predkrščanskih verovanj ali poganstva, kot on temu reče, na Primorskem. In vidimo in vemo sedaj seveda, da ni tako in da so se ta verovanja in ta način življenja še veliko dlje ohranili kot zgodnje 14. stoletje. In če zelo pozorno beremo njegovo zgodovino Tolminskega, lahko tam vidimo posredne dokaze, da se je najbrž že motil, ko je sklepal, da se je za tem križarskim pohodom plačancev in duhovnikov iz Čedada na Kobarid poganstvo pri nas končalo. Zato, ker recimo pravi, da tamkajšnje ljudstvo pa se vendarle zelo, zelo trdovratno drži starih običajev in da ti stari običaji nikakor ne zamrejo kljub napredku in prizadevanjem krščanstva oziroma katoliške cerkve, da bi občestvo razširila na prav vse prebivalce Tolminskega. Izročilo pa se je prenašalo tako iz roda v rod. Izročilo se je prenašalo, kolikor spet vemo, iz Medveščkove etnografije, izključno ustno, čeprav so nekateri voditelji skupnosti, imenovani dehnarji, imeli in vodili tudi razne zapiske, ki pa po mojem vedenju še niso bili najdeni ali niso dostopni širši javnosti. In to prenašanje izročila se je izvajalo znotraj družine. Mogoče je spremljati skozi pripovedovanja Medveščkovih sogovornikov, kako je potekal ta proces socializacije. Začel se je z pripovedkami in pravljicami za otroke, nadaljeval se je z nekoliko bolj kompleksnimi razlagami, sledile so Dehnarjeve bratinje, bratenja, ki pa so bila izrazito poučne narave, kjer je spet razlagal izročilo in posamezne elemente verovanja. In v skupnosti so pravzaprav vsi učili vse, ki so vedeli manj.
Obenem pa so otroci zaradi prilagajanja realnosti seveda morali obiskovati, potem ko je to postalo obvezno neogibno, tudi javne šole, krščanske šole, in zato, da ne bi bili preveč zmedeni zaradi razlik v vsebinah, so nosili skrivoma okrog vratu preluknjene kamenčke, ki so jim rekli krinti. Krint naj bi varoval otroka pred slabimi vplivi teh velikih razlik v učenju. Mogoče pa je France Bevk tudi doma slišal kaj od teh pripovedi, saj je bil njegov, mislim, da stari oče, znani zdravilec v Zakojci. Njegov ded je bil pomemben zdravilec. O njem je pisal kasneje tudi etnolog Matičetov in ga prav posebej opisal, interpretiral na osnovi tega, kako je France Bevk uporabil svojega deda kot snov v svojih romanih. Je tako, da vemo, da je bil vojak, da je govoril več jezikov, da je imel veliko znanja, ki ga je zelo velikodušno, ne za plačilo, delil z svojimi sovaščani, in da je bil med drugim tudi zagovornik. Se pravi, da je zdravil ne samo z zelišči in z drugimi načini zdravljenja, ki so jih ljudje tedaj poznali, ko zdravnikov in moderne medicine še ni bilo tako zlahka na voljo, ampak tudi z uroki. Pomembno načelo delovanja te skupnosti, tega verovanja, pa je bil ta odnos do narave. Nikoli proti naravi. Nikoli proti naravi, zmeraj samo z njo. Tako sem slišala tudi sama iz ust gospodarja ene gorske kmetije, kjer je družina ostala 600 let po njegovem pripovedovanju, na kar si seveda lahko predstavljamo, da so se tudi zelo stara izročila ob takšni kontinuiteti lastništva in bivanja lahko ohranila. In zelo zgovorno se mi zdi tudi, ko sem ga vprašala, kaj je zanj sveto, je stopil na prag svoje čudovite domačije in pogledal prekrasen razgled daleč naokrog in rekel: svet. Svet je zame svet. Svet v pomenu zemlje, ki je bila resnično sveta za naravoverce in ki je bila živa zanje. In tukaj v bistvu najdemo paralele tudi z predkrščanskimi verovanji drugje po Evropi. Recimo prav identičen odnos do zemlje sem razbirala tudi v študijah litvanskega predkrščanstva. Staroverci naj bi znali tudi poslušati živali, meriti energijo kamnov in podobno. Menim, da je tukaj ena zakladnica znanj, za katere nas še čaka, da jih, kot sem prej omenila, prevedemo v jezik zahodne znanosti, zato da bo to znanje lahko pripoznano in integrirano v znanstveni kanon, ker sicer se bojim, da bomo še kar naprej nadaljevali z ponovnim izumljanjem tega, kar je nekoč že bilo vedenje ljudi, čeprav so ga seveda pridobivali z drugačnimi metodami kot moderna znanost, ne v laboratorijih, ne z ponavljajočimi se eksperimenti, ki so osnova za znanstvene teorije, ampak skozi medgeneracijska, dolgoletna opazovanja, kjer morebiti v kakšni generaciji tudi ni se nič posebnega zgodilo, pomembno pa je bilo, da je tisto znanje, ki je bilo preneseno naprej, šlo tudi dalje na zanamce. In danes se, mislim, da tudi v moderni znanosti že zavedamo, da narava deluje na tak način, da moramo ujeti njen ritem. Tako da recimo ekosistemski procesi so danes že subjekt raziskav, ki potekajo desetletja,
in ki jih seveda ni mogoče po mili volji ponavljati v laboratorijih. Za naravo velja to, kar si mogoče lažje predstavljamo na gozdu ali pa reki, tako kot nikoli ne stopiš dvakrat v isto reko, tudi nikoli ne stopiš dvakrat v isti gozd. In ti naravni procesi potekajo zlagoma in harmonično in na časovni ravni, ki je veliko daljša od človeškega življenja, kaj šele od kakšne posamezne znanstvene kariere. Kače so imele v življenju starovercev, v njihovem načinu verovanja, v tem odnosu do narave, prav poseben pomen. Sami so si rekli tudi kačarji, tako da nam to priča o pomenu kače kot svete živali v tem verovanju oziroma v tej skupnosti. Zelo pomemben je mit bele kače, ki je bivala v najpomembnejšem svetišču, to je Babja jama na levem bregu Soče, v bližini mosta na Soči. In ta bela kača je ob gradnji Soške železnice svetišče zapustila, svetišče je bilo s tem oskrunjeno in deloma tudi opuščeno. Imeli pa so pripadniki skupnosti tudi hišne kače, tudi o tem so pričevanja. In vsekakor kače zanje niso bile nikakor simbol zla in seveda poganstva, kar je simbolika kače v krščanstvu. In pravzaprav je pa tukaj v ozadju tudi ena naravna modrost, da recimo nestrupene kače, kot so goži, odganjajo strupene kače, tako da ukolikor je nekje v bližini kmetije gož, je to na nek način varuh kmetije in ljudi in drugih živih bitij na njej pred strupenimi kačami. Zanimiva je tudi ta povezava s kamnitimi glavami kač, ki so jih postavljali na posebna mesta. Ja, tukaj gre za tako imenovane kačje glave. Kačja glava je lahko tudi en tak manjši kamen, lahko pa so tudi veliko večje. V vsakem primeru gre za prodnike, ki so jih izbrali dehnarji in jih potem posvetili v kačje glave v posebnem obredu, ki se imenuje ozben. In v tem obredu, ki je vključeval tudi posvetitev z vodo, so dehnarjevi pomočniki zapriseženi v kamen izdolbli oči in te kačje glave so potem delovale kot varuhinje skupnosti, ki so zagotavljale torej in varnost in plodnost in so bile strateško postavljene na točkah, ki so tvorile prostorske triade ali tročane. Te točke so bile bodisi vrhovi hribov, podzemne jame, rečne struge. Kačje glave so pa lahko varovale tudi posamezne kmetije, takrat so bile prisotne v hišah na ognjišču, da jim je še ogenj dajal posebno moč, ko pa je postajalo vedno bolj tvegano imeti vidne kakršnekoli dokaze pripadnosti tej skupnosti, pa so se te hišne kačje glave najbrž že preselile na tiste poličke na notranji strani vrat v kamro, kamor tujci in obiskovalci nikoli niso zašli, gospodarju pa so le bile na očeh in pri roki. Enako tudi Brtin. Brtin, ki ga imam tukaj v rokah, je replika, ki jo je izdelal zame Peter Minjoci na željo Pavla Medveščka, ki je tudi za Pavla izdelal eno repliko, ker Pavel nikoli ni uspel priti do izvirnega Brtina. Brtin je bil palica, ki je bila na nek način last kmetije in simbol gospodarja kmetije. Imela je moč, na obeh straneh sta vrezana trikotnika,
trikotnika sta povezana z tremi vdolbinami in z brtinom so zdravili, tako da so gladili ali človeško telo ali žival. Na brtin so tudi prisegali, recimo tako, da je Dehnar prijel brtin v roke, tisti, ki je prisegel še z svojo roko na sredi brtina in je to spostavilo spet en trikotni energetski prostor, ki so mu rekli tročan. Kristjani so tudi uporabljali te palice, samo da so jim rekli palice svetega Antona. Določeno obdobje so na tem območju tako sobivali sta obe kulturi. Kako gledate danes na to sobivanje? Predstavljam si, da skozi to stoletja dolgo časovno obdobje, ki se je začelo tako, da so ob zaporednih procesih pokristjanjevanja tukaj sprva seveda bili zgolj in samo pogani oziroma pripadniki raznih predkrščanskih verovanj, pri čemer bi mogoče izpostavljala, da pogan je zdaj bolj slabšalna beseda, kot je bila v starorimski latinščini, kjer je pomenila preprosto kmet. In nam mogoče to tudi nekaj govori o tem, kako je prvi proces pokristjanjevanja še v času rimskega imperija zajel predvsem naselbine, ne pa toliko njihova zaledja. Drugi, frankovski proces pokristjanjevanja je bil pa veliko bolj temeljit in od takrat naprej je ta stara vera se počasi morala umikati krščanstvo. Prva svetovna vojna pa je zadala najhujši udarec. Prva svetovna vojna pa je prinesla tako usodne spremembe za skupnost, da so poslej merili čas za časom pred veliko vojno in po njej, zato ker je uničila ogromno naravnih svetišč, strahovito zastrupila zemljo z težkimi kovinami. Skupnost je seveda izgubila veliko moških pripadnikov, bodisi na fronti, bodisi v begunstvu zaradi bolezni, pomanjkanja. Ljudje so se vrnili na povsem porušene domove in tudi njihova skupnost je bila razrušena. Kljub temu, da so preživeli Dehnarji, naredili vse, da bi zacelili te rane, je bil ta začetek konca irreverzibilen. Pojav črnih Marij, črnih Madon, naj bi bil tudi povezan s to predkrščansko tradicijo. To je ena izmed razlag tega zanimivega fenomena znotraj katolištva. V vsej Evropi je okrog 500 črnih Madon, torej Madon, ki imajo temno polt, kar se vidi tudi na njihovih rokah. Včasih je tudi dete, ki ga držijo v rokah, temne polti. In cerkev ponuja razne uradne razlage, zgodovinopisje pa tudi navezuje kult črnih Madon na predkrščanske boginje matere, se pravi, te črne Madone bi utegnili biti neka bolj dobesedna kontinuiteta velike matere Kibele, Izide, tudi Diane in že Marija je na nek način koncesija tej potrebi novo spreobrnjenih kristjanov, da bi tukaj bila tudi ta ženska moč, ne samo izrazito moška moč v Bogu Očetu in njegovem sinu. Črne Madone pa so sicer, je deloma njihov izvor tudi mogoče pripisati križarskim vojnam in temu, kar so križarji prinesli nazaj iz Bližnjega vzhoda. Ne velja pa to za vse črne Madone, tako da recimo italijansko zgodovinopisje je produciralo kar precejšnje število prepričljivih znanstvenih študij o številnih črnih Madonah v Italiji, ki jih povezujejo z
tako imenovanimi zanikanimi kulturami, z najrevnejšimi sloji, z njihovim uporom proti očitno neenakopravnem gledanju katoliške cerkve na ljudi, kljub temu, da naj bi bili vsi enaki pred Bogom. In tudi v Sloveniji imamo nekaj črnih madon, ki sicer niso prav posebej razvpite. Še mogoče bolj pomembno pa je, da recimo tam v 16. stoletju imamo tudi zapise, ki nedvoumno Mariji pripisujejo status boginje. V širšem pomenu Posočja imamo črno Marijo mislim, da na Stari gori, pri Čedadu. Pri čemer mislim, da je pomembno upoštevati, da je sicer to zdaj na drugi strani državne meje, ampak v preteklosti pa je Čedad bil ključno religiozno in administrativno središče za severno Primorsko, tako da tista črna Marija ki je tam že od srednjega veka, je zagotovo imela pomembno težo tudi za Slovence, ki so danes na tej slovenski strani meje. Slovenci naj bi bili Marijin narod, kar pravijo tudi pripadniki oziroma pisci znotraj katoliške cerkve, in resnično imamo izjemno veliko Marijinih cerkva, tudi v Posočju, in morda to spet vlečem iz katoliške literature. Te Marije stojijo in njihove cerkve na predkrščanskih svetiščih. Še prav posebej se tukaj izrecno omenja prav dobesedno z izrazom trikotnik, sveti trikotnik med Sveto goro, Staro goro in Ligom ali pa Mengorami, tako da je ta kult črne Madone nekaj, kar se mi je zdelo na vsak način vredno raziskati v kontekstu mojega raziskovanja naravoverstva. In tudi na Ligu je črna Madona. Na Ligu jaz tega kipa Marije nisem videla. Na Ligu je kopija, naj bi bila po literaturi, kopija Marije iz Marija Celje v Avstriji, ki ji rečejo tudi Magna Mater Avstrije, velika mati Avstrije, in ki je črna Madona. Staroverstvo je najbolj raziskano v Posočju. Kako pa so idrijsko in cerkljansko območje proučili strokovnjaki? Arhivi Pavla Medveščka niso v celoti objavljeni in jaz nestrpno pričakujem in se veselim in si zelo želim, da bi bili objavljeni tudi še preostali arhivi, ki prinašajo še veliko zelo zanimivih in relevantnih informacij o tej kulturi, ki se nanašajo tudi še na druge prostore. Pavel Medvešček je največ izvedel in iz Nevidne strani neba to tudi primarno objavil v bližini Tolmina, še zlasti v Volčanskih rutih, kjer so bili njegovi informatorji nekako najbolj zgovorni, ampak to nas ne sme zavesti, da bi sklepali, da je bila skupnost koncentrirana zgolj tam ali da je skupnost funkcionirala na identičen način kot v Volčanskih rutih. Ker ni bilo nekakšnega pisanega kanona, so seveda obstajale zanimive razlike v verovanskih praksah, tudi med prostori, ki niso bili daleč narazen, ampak zaradi slabe mobilnosti niso dobro komunicirali. Če dam za primer, recimo, zelo pomembno za skupnost je bilo, da so njihovi voditelji dehnarji svoj dosmrtni mandat resnično opravili v prid skupnosti, ne da bi iskali kakršnekoli osebne koristi. Zato so bili tudi včasih v desetletja dolgem nauku pri predhodnem dehnarju in ob nastopu mandata, ko je predhodni dehnar umrl, je njegov naslednik svečano prisegel na posebnem predmetu, ki so mu recimo v Volčanskih rutih rekli kolimbar, v Trebuši pa so mu rekli pšenkar.
In dva različna izraza za predmet, ki je bil uporabljen na identičen način in ki je bil tudi v bistvu sestavljen skoraj enako. Podajam to kot primer, da so seveda obstajale razlike. In po pričevanjih, ki jih je zbral Pavel Medvešček, je očitno, da so recimo 100-150 let nazaj ti ljudje bivali zagotovo na obeh bregovih Soče in tudi precej daleč proti vzhodu v Notranjsko, kakor tudi proti jugu. Mogoče je tukaj vmes en zanimiv, nekoliko manj pokrit prostor Kras, kar si jaz razlagam z njegovo veliko večjo prehodnostjo in zato mora biti manjšimi možnostmi za ohranitev zelo starih izročil. Druga siva lisa na tem zemljevidu pa je Beničija, kamor Pavel Medvešček ni mogel prav veliko na raziskovanje zaradi hladnovojnih omejitev v času, ko se je temu najbolj posvečal. In kjer po mojem raziskovanju in tudi spet glede na zgodovinske migracije je kar samoumevno pričakovati, da je bilo to verovanje tudi razširjeno. Za staroverstvo se zanimajo tudi v muzejih, v strokovnih inštitucijah, tudi na univerzi. Poglejmo, kaj so nam o staroverstvu povedali v muzeju v Cerknem. Staroverstvo je pravzaprav ena tak pojem, tema, ki se je v zadnjih recimo 20 letih uveljavil. In čeprav dejansko gre za raziskovanje načina življenja naših prednikov. Zdaj v muzeju se s tem sami nismo ukvarjali, glede na vse druge teme, s katerimi se pač moramo dnevno soočati, ukvarjati, jih predstavljati. Smo pa seveda se zavedamo pomena tega in smo tudi spremljali, kaj se je na tem področju dogajalo, predvsem raziskave in predstavitve Pavla Medveščka. Že mislim, da skoraj 20 let nazaj smo imeli predstavitev njegove knjige Let v lunino senco. Leta, mislim, da 2015 je pri nas gostovala razstava Goriškega muzeja, v okviru katere so predstavili to njegovo zbirko teh tako imenovanih staroverskih predmetov. In presenečena sem bila, kakšno je bilo pravzaprav zanimanje takrat med to našo publiko. Pač povabili smo Goriški muzej, da gostuje pri nas tudi zato, ker so pač v sklopu razstave bili predmeti tudi iz našega območja. In kot rečeno, to zanimanje je bilo izredno živo tudi na javnem vodstvu, ki smo ga takrat priredili na večeru, na pogovoru z avtorjema, z Medveščkom in Darjo Skrt, avtorico razstave. Tako da to je tema, ki danes pritegne zelo veliko ljudi in seveda imamo tudi strokovnjake, ki se s tem področjem namensko in intenzivno ukvarjajo. In seveda poskušali bomo tudi v prihodnje slediti tem raziskavam. Tako Milojka Magajne. Obeti so dobri, če se bodo muzeji vključili še bolj dejavno v proučevanje. Najbrž se utegne še marsikaj odkriti. Strinjam se in se veselim te pripravljenosti strani naših kulturnih institucij, da bi se posvečali tej temi. V muzejskih fondih so morebiti predmeti, ki jim bomo lahko pripisali nek nov ali dodaten pomen, zdaj, ko imamo tole znanje in vedenje o tej kulturi. Vsi pa čakamo novo knjigo iz zapuščine Pavla Medveščka, ki naj bi jo uredila njegova vnukinja, čeprav vem. Poznate to gradivo? To gradivo poznam in bom res vesela, da ko bo na voljo raziskovalcem in javnosti, da bomo izvedeli še več. S to tematiko ste tudi življenjsko na nek način povezani, stanujete nekje na Cerkljanskem. Povemo še to, da ste sicer profesorica na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, doktorirali pa ste kar na Sorboni v Parizu, ne?
Želela sem si študija v tujini v času, ko je to v bistvu bil še veliko zahtevnejši podvig, kot je to danes, ko nekako od študentov že kar pričakujemo, da bodo vsaj del študija opravili tudi v tujini s pomočjo raznih izmenjav. In tudi, ko sem se vrnila v Slovenijo, je bil tudi moj začetek težak, tako kot za vsakega mladega. Ampak na Fakulteti za družbene vede zdaj raziskujem in predavam že več kot 20 let in sem hvaležna za to akademsko, zelo strpno in odprto in svobodno okolje, kjer se lahko posvečam tudi temam, za katere bi morebiti lahko rekli, da so nekako še na mejah znanosti in jih moramo na vsak način pripeljati proti sredini. Tako da je Fakulteta za družbene vede res en zelo primeren akademski okvir za tako delo. Ker pa sem politologinja, se seveda primarno posvečam, kljub temu, da je to izrazito interdisciplinarna tema, politološkim vidikom te skupnosti. Tudi tukaj se poleg tega odnosa človeka in narave skrivajo oziroma je potrebno premisliti, kontekstualizirati nekatere rešitve, recimo za rekrutiranje politikov, za organizacijo političnega sistema, ki bi nam morebiti lahko pomagale lajšati aktualno politično krizo. Ste omenili politiko, lahko omenimo to, da ste eno obdobje bili zaposleni tudi v kabinetu predsednika države, takrat je bil to gospod Drnovšek. Kakšna izkušnja je bila to? To je bila zelo pomembna izkušnja zame, če tudi ni bila dolgotrajna. V kabinetu predsednika sem delala kot svetovalka za evropske zadeve in Janez Drnovšek mi je v tistem času nekako od blizu pokazal, kako kaže biti politik v naši politični kulturi, kako kaže komunicirati, da človek lahko doseže svoje politične cilje, tako da sem mu neizmerno hvaležna za to izkušnjo. Bi nekaj njegove modrosti koristilo današnjim politikom? Mislim, da bi njegov način komuniciranja, njegova zmožnost najti kompromis, obenem pa ne zanemariti etičnega imperativa, bila v današnjih kriznih časih zelo dragocena. Ko sem zbiral podatke o vaši karieri, sem naletel tudi na to, da ste se ukvarjali ali se še ne vem, s plavanjem, deskanjem, drsanjem in celo sabljanjem. Predvsem ta zadnja panoga je silno tako redka v naših krajih. Sabljanje me je zmeraj privlačilo in zato sem opravila osnovno sabljaško šolo. Obžalujem pa, da nimam možnosti, da bi lahko nadaljevala z treniranjem tega čudovitega športa, zato ker sta zanj potrebna dva. Tako, tu pa je lahko tema že za neko novo oddajo, neko novo zgodbo. Cirila Toplak, hvala lepa, da ste prišli na studio, hvala za ta pogovor. Jaz vam želim, da bi odkrili še kaj zanimivega, vznemirljivega. Res lepa hvala za vabilo in za možnost, da lahko tukaj predstavim svoje raziskovalno delo in lahko povem, da zanimive stvari odkrivam tako rekoč dnevno. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.